Čakaj, se pravi, torej etiko, ki zdaj nasplošno etika nauka ravnanju in je absolutno relativna, ne? Kot da bi rekel, je etično, da škis požre 21 in kaj pa vem, da kralj požre damo pri kartah, a je pa etično, da človek ubije žival, ni pa etično, če človek ubije človeka, ne? Razen če je vojna, potem imaš pa spet druga pravila. Se pravi, ti tudi v živalskem svetu vidiš etiko v nekem smislu pravzaprav. Ja, s tem, da tam je dosti manj tega, ker žival nima tega res pravega čuta za moralnost, to, ko ima človek. Mi se že sprašujemo, zakaj smo, ne vem, ubili eno žival. Če jo rabiš za preživetje, potem je to... Ja, pa misliš, da je to privzgojeno ali prirojeno? Ja, ogromno je privzgojenega, ne? Ampak delček je pa prirojen, jasno, ne? Te instinkti pa to. Ampak ne, a veš kaj, vse stvari so zelo, ne vem, tako sive, ne moreš zdaj reči, to je pa tako, to pa ni tako, ne? Zdaj, za enega človeka je nekaj etično, za drugega pa ni, ne? Kaj se jim, eni zdaj pravijo, da je etično loviti ribe pa jih pol spustiti, ne? To zame ni etično, zato ker ti ribi tam predreš nebo, a bi to bilo recimo njemu luštno, če bi ga nekdo nataknil na trg, pa ga bo pol spustil, mislim, en tak klin, ne? A veš, to recimo meni ni nič moralno, meni je bolj moralno pol, če hočeš, da ribo ujameš, če si res lačen, pa da jo res rabiš, pa da jo pol poješ tudi, ne? To je bolj moralno, kot pa da ti tam športni ribolov se greš, recimo, ja, seveda, iz tega zornega kota, ne? Ja, predvsem, da dostikrat radi govorijo, da je zelo tenka linija med, kaj vem, belim in črnim, jaz pa vedno trdim, da je ravno obratno, da je zelo široka tista linija, pa zelo zabrisana. Nobene čiste in logične stvari ni pravzaprav v življenju, ne? Oba imata lahko prav, tako kot je to je ena anekdota, ki sigurno poznaš, in rabin je bil, ne, ki je bil in sodnik in ne vem kaj še vse, ne, skratka. In sta prišla dva kmeta, pa eden rekel nekaj, ne, vsakega posebej, ne, je poslušal. Pa mu prav, ja, prav imaš, ne, pa pridete drug, trdi glih obratno, ne, kot to, pa prav, ja, prav imaš. Pa žena je pa poslušala to tam iz ozadja, pa rekla, pisa s tem prasec, ne, tle šunmu daš prav, tam, isto prav, glih kontra. Pa rekel, ja, prav imaš. Ja, jaz imam prijatelja sodnika, ki je eden od glavnih sodnikov na državni sodniji, prav, da praktično nobene pravde ni, kjer ne bi vsaj deloma imela oba dva prav. Tako. Niti ene. Tako. To je, ampak to so zdaj te, bi rekel, čisto človeške fore, ne? Ali pa zdaj recimo tako je, cepilci, anticepilci, oboji imajo prav, ne? Jasno, ne? In tako naprej. Ali pa tudi v sami biologiji, ali pa v fiziki. Jaz sem biologijo začel zato obravnavati, ker sem rekel, ok, tle bom vsaj približno nekaj imel, nekaj opremljivega. Gen je gen, ne? Če vzameš atom, je že tam že tako, ne, mutno. Sploh pa, če gremo dol na subatomski nivo, ker je ena in ista stvar je in val in delec, ne, to je že od svetlobe naprej, od fotonov. Da ne govorimo pa zdaj še vse skupaj naprej, ne. V končni fazi je tudi proton samo neka blazno hitro krožeča energija, ne samo elektron. Proton je še, ne vem, 2000 hitreje, zato je to bolj gost, recimo, tako naprej, ne, pa Ja, predvsem pa ničesar ne vemo o vsem tem, ne, vemo nekaj malega in na podlagi tistega pač delamo teorije, vemo pa v resnici prav silno malo, no. Ja, što se bil recimo z Newtonom pa Darwinom, takrat je bilo vse skupaj precej opremljivo, ne. Zato, ker še niso poznali te kvantne mehanike. Ko je pa to nastopilo, pa vse skupaj se spet razblinilo, ne. In potem je spet nastal, mislim, to je bila njiva za razne religije in pa za razna šarlatanstva, ne. Ljudje, ki ne vejo nič, že ob enem takoj v tistem trenutku vejo praktično isto, kot znanstvenik, ki ve pa veliko, samo zato, ker toliko veliko ve, je toliko bolj, ne vem, skeptičen, ampak zato, ker je moder, ne. Pa se mu pa lahko Bog postavi en blebetač, ki nima blage veze, pa pravzaprav ve pa glih toliko v končni fazi, ne, kakor on, ne. Danes imamo krasno področje za raziskovanje tega. Imaš cepce, anticepce, pa vse, kar je vmes in vsak ima 1000 teorij, vsi so pametni, tako da so kar bliska.